70 let od prvega zasedanja SNOS-a v Črnomlju. Spomin na pesnika Lojzeta Krakarja. Priznanja za najboljše tokliške športnike. Dober večer. Današnje novice začenjamo v Črnomlju, kjer so ob 70-letnici prvega zasedanja Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta, ki je postavil temelje slovenske državnosti, pripravili spominsko slovesnost. Med zbranimi v nabito polni dvorani sta bila tudi udeleženca prvega zasedanja SNOS-a Bogdan Osolnik in Janez Stanovnik. Slavnostni govornik je svoj govor začel z besedami. Slovenska suverena državnost ima svoje korenine tu, v Črnomlju. V nadaljevanju je Stanovnik govoril o 7 temeljih postavljenih na zasedanju v Črnomlju, na katerih je zgrajena slovenska suverena državnost. Prvi steber je pravica do samoodločbe, vključno z pravico do odcepitve. In prav ta sklep je bil ključen za osamosvojitev Slovenije, je poudaril Stanovnik in dodal. Mi smo pravna država in ne tista Evropska ljudska stranka pošilja kakršnakoli pisma, ki jih Janša napiše, kot je povedala gospa Ljudmila Novak. Mi smo in bomo ostali pravna država. Na prvem zasedanju SNOS-a pa smo zapisali, da bomo tudi socialna država, je še ob glasnem ploskanju zbranih poudaril Stanovnik. Spominsko slovesnost, na kateri je zvenela partizanska pesem, so oblikovali belokranjski kulturni ustvarjalci, glasbeniki, pevci, recitatorji in folklorniki. Nadaljujemo v podjetniških vodah. S podporo občin Krško in Sevnica je Center za podjetništvo in turizem v Krškem mladinskem centru pripravil brezplačno delavnico za inovativne podjetnike. Pomagajo jim lahko tako, da jih vključijo v inkubator Tehnološkega parka Posavje, razpisali pa so tudi nagrado. Za razvoj zamisli do zagona podjetja je potreben poslovni načrt. Izdelava načrta je nagrada, ki jo razpisuje TechPo. Mi bi pomagali 3 takšnim podjetjem, da si izpišejo dobre poslovne načrte in da se potem prijavijo na tekmovanje Startup. Dober poslovni načrt prinaša točke za nepovratna sredstva iz Slovenskega podjetniškega sklada. S takšno pomočjo je začel svojo podjetniško idejo razvijati letalski inženir Refik Fočič iz Sevnice. Njegovo podjetje bo izdelovalo amfibijsko letalo za gašenje požarov. Smo patentirali tudi svojo izvedbo zajema in izpuščanja tekočine iz letala, tako da zdaj to prototipno letalo bo manjše za šport pa rekreacijo, bomo pa delali še enega večjega, glede na pričakovanja. Bomo jaz tako rekel, zdaj unofficial, bomo stopili menda na žulj ta večjim. Prototip bo aprila predstavljen na svetovnem sejmu. Gre za inovacije v letalstvu in Fočič je brez težav dobil partnerje za financiranje proizvodnje. Mi se pogovarjamo, da bi postavili v Brežicah. Če bomo uspeli kupiti na letališču zemljo, bomo jo tam postavili zelo hitro. Hočemo si kupiti 20.000 kvadratnih metrov, bomo postavili zdaj za začetek en blok tovarne 2500 kvadratov, pa bomo po sekcijah se povečevalo. V tem tednu pričakujejo odgovor glede zemljišča in soglasja za gradnjo. Zaposlili bi od 40 do 45 ljudi, pravi Fočič. Sklopom prireditev poimenovanih Krakarjevi dnevi so se v Semiču že 18. leto zapored poklonili spominu na njihovega velikega rojaka, pesnika Lojzeta Krakarja. Na osrednji prireditvi, ki so jo poimenovali Minljivost nas uči živeti, so mladi recitatorji predstavili Krakarjeva dela in Župančičevo pesnitvijo Z vlakom občinstvo spomnili, da letos mineva 100 let, odkar je v Belo krajino pripeljal prvi vlak. Osrednja gostja večera pa je bila Manca Košir, izredna profesorica novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, avtorica številnih knjig.
Lojze Krakar je gotovo pomembna pesniška osebnost in žal mi je, da mnogi mladi, starejši in stari več ne poznajo ne njegovega imena, ne njegovih pesmi. V pogovoru s profesorico slovenskega jezika Marijo Nemanič iz Metlike pa Koširjeva ni govorila o Krakarjevih delih, pač pa predvsem o življenju in njegovi minljivosti. Področju, ki ga dobro pozna, se je dejavna pri hospicu. Tisti, ki se zavedamo minljivosti, veliko bolj cenimo življenje, veliko bolj smo hvaležni, veliko bolj smo skromni, marsikaj globjega zapoje v nas in več nas je, ko vemo, kako smo majhni in veličastni pred večnostjo. Tudi sam pesnik Krakar se je v življenju dostikrat spraševal v smislu življenja, tudi soočil se je s smrtjo, bil v taborišču smrti, vendar se je na srečo rešil. A ga je to zaznamovalo za celo življenje, kar se odraža tudi v njegovih delih. In prav zato je osrednja tema letošnjih Krakarjevih dni, ki jih bodo v soboto sklenili s Krakarjevim pohodom, misel: minljivost nas uči živeti. Spomine na preteklost, natančneje na dogodke med osamosvojitveno vojno, pa ohranjajo tudi v Trebanjskem območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo. Na kulturni slovesnosti so podelili zahvale in priznanja članom, posameznikom in ustanovam, ki na takšen ali drugačen način prispevajo k ohranjanju spomina na polpreteklo zgodovino. Spominsko plaketo je prejela tudi naša medijska hiša. Informacija, ki je podprta za sliko, je seveda veliko vredna in tudi skozi televizijo nekako veterani ohranjamo to zgodovinsko vrednoto tega osamosvojitvene vojne in tudi samih osamosvojitvenih procesov. In seveda s pomočjo televizije je naše združenje tudi postalo veliko bolj prepoznano tudi v širši javnosti. Trebanjski veterani se sicer trudijo prenašati svoje poslanstvo na mlajše rodove. Kajti njim moramo govoriti o teh spominih na vojno v opomin, da se to nikoli več ne bi ponovilo, predvsem pa tudi zaradi globokega spoštovanja do vseh tistih, ki so padli v osamosvojitveni vojni in seveda tudi do vseh umrlih veteranov vojne za Slovenijo. Po slovesnosti je Resnika na mestu predsednika zamenjal Matjaž Malenšek. V ospredju bo še vedno urejanje spominskega parka na Medvedjeku. Ob proslavi na Medvedjeku mislimo letošnjem letu organizirati tudi pohod iz Poganc na Medvedjek, to je cirka 33 km, ki bo pa na praznik, to se pravi na torek. Proslava na Medvedjeku naj bi bila pa na nedeljo, to se pravi 2 dni pred pohodom. Društvo sicer deluje že 11 let in šteje okrog 270 članov. Letos mineva 22 let od izbrisa dela prebivalstva v Sloveniji. Ta teden v tako imenovanem tednu izbrisanih po Sloveniji potekajo različne prireditve, ki opozarjajo na krivico, ki se je zgodila z izbrisom, tudi v Novem mestu. Med drugim je potekal tudi pogovor s predstavnikom civilne iniciative izbrisanih aktivistov Irfanom Beširevićem, ki je predstavil svojo izkušnjo. Zvedel sem, da me je Slovenija izbrisala iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije in s tem sem izgubil vse pravice, do zdravstvenega zavarovanja, do dela, do stanovanja, vse menih pravic nisem bil, kot da v bistvu sploh nisem obstajal več. Seveda se z nastalimi okoliščinami izbrisani niso sprijaznili, svoj prav pa so dokončno dokazali leta 2007 na Evropskem sodišču. Sem vedel, da nisem sam, da nas je to na tisoče, jaz sem mislil takrat, da nas je mogoče par sto, ampak pa sem zvedel število, najprej država priznala 18.305 in tokom našega boja na Ustavnem sodišču Republike Slovenije to smo videli, da imamo pravice. Danes je skupaj priznanih 25.671 izbrisanih. S tem pa želimo opozoriti, da pravice še vedno niso povrnjene, da so še vedno kršene socialne, ekonomske, politične in kulturne pravice izbrisanih. In pa seveda opozoriti tudi na to, da veliko statusov še vedno ni urejenih. Še vedno ocenjujo, da je med 10 in 13 tisoč ljudi, ki so brez statusa. Na dnevu izbrisanih v Novem mestu pa sta potekali tudi projekciji filmov Slovenija, moja dežela in Dolge počitnice. Člani Metliškega območnega združenja Rdečega križa so že 14. leto zapored pripravili dobrodelni koncert Stopimo skupaj, pomagajmo družini, ki je vnovič pokazal, da so ljudje pripravljeni pomagati, kadar vedo, da bo denar šel v prave roke in za pravi namen.
Tokrat so stopili skupaj, da bi pomagali 6-članski družini iz Dolnje Lokvice pri Metliki, ki se je znašla v veliki stiski. Zato sem zelo vesela današnjega večera in pa tudi celotne akcije, ki so se ljudje v tako velikem številu odzvali klicu pomoči in s tem bojo dali tudi družini veliko podporo, ki pa jo bo ta družina še kako potrebovala na poti zdravljenja svoje 16-mesečne hčerke Maje. Oče je srčni bolnik, ki je po kapi pred 4 leti ostal brez službe. Mamica pa mora skrbeti za hudo bolno najmlajšo hčerko. Za čas sem hvaležen vsakemu, kjer kaj god pomaga za to določene stvari. Ne moremo sami in je bilo kar zadnje čase kriza. Številni donatorji, nastopajoči in obiskovalci dobrodelnega koncerta so želeli po svojih močeh pomagati družini. Jaz tudi verjamem to, da se dobro zdrobim, vračam. Vedno pridem, ko je otrok v igri. Vedno. Vedno si vzamem čas in pridem. S prodanimi vstopnicami za koncert, na katerem je nastopilo kar 22 skupin in posameznikov, so zbrali skoraj 4000 evrov. Z donatorskimi prispevki vred so tako doslej zbrali 6200 evrov. Na Metliškem Rdečem križu pa upajo, da bodo do zaključka akcije 20. marca zbrali še kaj denarja, se bo družini prišel prav vsak evro. Bo in tudi hvaležna sem na vse področje, na vse mogoče, tako da res zahvaljujem se za najlepšim veseljem. Rehabilitacija 16-mesečne Maje bo namreč še zelo dolga. Družina pa potrebuje denar tudi za šolanje 3 zdravih otrok. Znani so najboljši športniki v občini Dolenjske Toplice za leto 2013, ki so lani dosegali najboljše rezultate. Nazive so podelili tretjič, tokrat so izročili 7 priznanj. Najboljši športnik je Jaka Gorenc, član kluba za prosto letenje Kanja, ki je prejel tudi bronasto Bloudkovo značko. Najboljša športnica pa atletinja Jerca Petrovič. Nekaj je tukaj noter, da me žene sem dol, da pridem z Gorenjske na trening sem. Mogoče ta priznanja, da vztrajam tukaj. Mogoče ljudje, ki me podpirajo. V klubu, doma, v družini. Super priznanje za dosedanje dela in pa super motivacija za naprej, tako sem zelo vesela. Petrovičeva je članica Športnega društva Dolenjske Toplice, ki je kolektiv leta 2013. Najperspektiven športnik je atlet Aljaž Siročič, najperspektivna športnica pa lokostrelka Blanka Gorše. Predvsem nagrado za vse rezultate, ki so jih dosegli naši atleti. Moram reči, da jih ni lahko doseči, predvsem zato, ker doma nimamo pogojev za delo in v bistvu celo leto gostujemo. To je odraz trdega dela, še posebno pa gre zahvala mojima trenerjeva, Majdi Križej in pa Milanu Šimoniču. Jaz nisem tega v bistvu pričakovala, tako da mi ful veliko pomeni. Sicer pa je župan za uspešno delo izjemnega pomena za občino podelil še srebrno plaketo občine triatloncu Petru Sajevcu. V 21. krogu lige ABA so košarkarji Krke na gostovanju pri zagrebški Ciboni klonili z 78 proti 92. Novomeščani, ki so tokrat igrali brez Hukića in Bečirovića, so bili enakovreden tekmec le v prvi četrtini, potem pa je na parketu zagospodarila Cibona, ki si je že v drugi četrtini priigrala odločilno prednost. Krkaše sicer že jutri čaka odločilna tekma za napredovanje v evropskem izzivu. Šport je minule dni povezal Slovenijo v pozitivnem duhu in energiji, zato bi marsikdo najraje videl, da bi olimpijske igre trajale kar vse leto. Hvala za pozornost in lep ponedeljkov večer.